Gospod Damjan Murko. Lepo zdrav, Džani. Prvič pred kamerami skupaj in me zelo veseli. Enako tudi mene, dobrodošli na kavi. Hvala lepa. Beremo in slišimo in vidimo marsikaj. Ne vsega verjeti. To je point moje zgodbe. So pa določene stvari, za katerimi stojim, katere so zelo resno nastavljene in katere ne moremo jemati zlahka. In tale ta zadnja, mislim na predsedniško kampanjo, tale je zelo resna. Zelo resna. To so stvari, s katerimi se vse v naši državi ne bi smeli hecati. In ko slišim neke trditve, da se okoli letošnje oziroma tokratnje predsedniške kampanje dela cirkus, bi jaz zelo rad opozoril, da se cirkus izvaja že vsaj nekaj let na našem političnem področju. Tako da to ni popolnoma nič novega. Je pa res, da smo mogoče v določenem momentu se pojavili ljudje, ki nismo politično opredeljeni, tudi ne obremenjeni, in vsaj, če izhajam zase, sem mnenja, da je to moja prednost. In kakšna je potem vaša, ker ni ne leva, ne desna, kaj je pol vaša smer? Jaz vedno rad rečem, in to je tudi moj slogan politične kampanje, ne na levi, ne na desni, ampak naravnost za ljudi. Se mi je zdaj v zadnjem momentu zgodilo, da je ena gospa v trgovini prišla do mene in je rekla: "Imam za kruh, zelo rada vas poslušam, nimam pa za vaš CD." Poslal sem ji vse 3 moje zgoščenke, dobil dopis nazaj na naslov, se pravi ena taka zelo srčna zahvala, in je namenoma nisem dal in je ne mislim dati med oboževalce na Facebook, na družabna omrežja, ker je to stvar srca. In kaj želim reči, da dejansko spremljam te zgodbe teh ljudi, 12 let, 13 let med ljudmi na odru z neke druge perspektive spremljam vse skupaj. Ravno zato se mi zdi, da sem pravi, da lahko nekaj spremenim, da lahko povem to, kar želijo povedati ljudje, in nekako ne pride do politikov, ker so res dejansko premalo med ljudstvom. To pomeni, da boste glasbeno kariero zdaj odložili, boste obesili na klin ali kaj? V tem momentu si to zelo težko predstavljam, ampak če bom, ko bom predsednik države... V času kampanje... Še zmeraj delam z glasbo, zato ker... Ampak se bo prepovedano pojavljati v medijih kot glasbenik? Tako manj, absolutno manj. Zraven še delam kot organizator porok, ampak v vsakem primeru je pa predsedniška kampanja zdaj prioriteta, to pa je dejstvo. Kaj Damjan Murko ponuja Slovenkam, Slovencem, državljankam in državljanom Republike Slovenije, kar drugi predsedniški kandidati ne? Jaz sem edini predsedniški kandidat, ki ne obljubljam nič. Zakaj ne? Zato, ker na poziciji... Ljudje imajo radi, ne? Ja, ljudje imajo to radi, tako. Ja. Ampak jaz jim ne ponujam nič, z enega preprostega razloga, ker predsednik republike nima tako velikih, nima tako odprtih rok, da bi lahko naredil vse, kar dejansko obljublja v nekem predsedniški kampanji. In jaz se tega zavedam in tega ne želim. Ampak predsednik republike je najvišja moralna avtoriteta. Seveda, jaz skrbim. Lepo zdrav, hvala lepa. Ja, lepo zdrav. Hvala lepa. Hvala za kavo. Hvala. Jaz strmim k temu, da se predvsem in dokončno ne bi ljudje opredovalo na versko prepričanje, barvo kože in na spolno usmerjenost. Da imamo vsi popolnoma enake pravice in dolžnosti. Govorim o porokah, govorim o tem, da ni važno, z katere religije prihajaš, važno je srce. Je pa res, da se po mojem mnenju določeni ljudje premalo prilagajajo našim običajem, naši kulturi. In če si neprilagodljiv, se mi zdi, da v tem okolju pač nimaš kaj za iskati, čisto iskreno. Če so, kdo so vaši volivci? Jaz bi rekel, da mlajša publika dejansko. Mlajši volivci, ker starejši imajo svoje prepričanje. Ampak tisti, ki ponavadi gredo na volišče, zdaj mladi, tako se mi zdi, da niso... Res je. Kako boste prepričali te mlade, da gredo
da gredo na volitve. Oziroma še prej, ne, potrebno je zbrati 5000 podpisov. Tako, to je enostavno. Absolutno, priznam. Overoljeni morajo biti. Tako, na upravni enoti, na upravni enoti. Ta list morajo poslati na moj štab ali pa ga dati meni osebno, predati meni osebno. Kako bo dejansko do tega prišlo? Jaz sem razmišljal, da bom tudi potoval po Sloveniji, se pokazal, se družil. S katrco. Bog ne dej. Ne maram katrc, ne maram, jaz vedno tako rečem, če ne maram gnoja, v predsedniški kampanji ne bom trdil, da ga maram in ga ne bom kidal. Zato se vozim z limuzino, ker pač imam rad glamur, ker imam rad vse to, kar spada zraven in ne želim igrati nekoga drugega, kar nisem, ker to enostavno ljudje prehitro začutijo. Pozerstvo da, sploh recimo, če gledam za nazaj v mojem poslu, ampak več kot leto ga ni, ker te ljudje spoznajo, ker te ljudje, če se lahko tako rečem, zavohajo in te odvržejo in rabijo nove ljudi. Jaz nič ne skrivam, se pravi, vse, kar so ljudje želeli vedeti o meni, sem v teh letih povedal, pokazal, kar ne, še preveč lahko preberejo iz rumenega tiska. In vse je preverljivo, se pravi vse finance, vse kako delam, na kak način delam, se pravi nič ne skrivam in sem popolnoma ne politično in ne tako in drugače okužen. Ampak mislite, da imajo Slovenci ali da imamo Slovenci radi glamur? Jaz mislim, da pa si tega ne upamo priznati. Še predvsem nagovarjali boste mlade, ste rekli. Tako. Mislite, da imajo mladi radi glamur? Imajo radi glamur, ko se jaz z njimi pogovarjam, je predvsem v prvi vrsti tako, da ko pridem jaz pred občino, se recimo ljudje na faksu ali pa srednje šole ali pa kakorkoli želijo z mano slikati v limuzini. Zakaj? Zato, ker si je najverjetneje za enkrat ali še pa kar nekaj časa ne bodo mogli privoščiti. In jaz jim seveda to omogočim. Zakaj ne? Hvala Bogu. Radi imajo, da se lahko sprehodijo po rdeči preprogi do pisarne, kjer podpišejo recimo list za podporo. Tako da jaz sem prepričan, da, absolutno. Ja. Imamo predsednika, aktualnega. Najprej, glede na to, da ste še neuradni predsedniški kandidat, ne, ampak vseeno, kaj mislite o aktualnem predsedniku, o njegovem načinu? Jaz sem veliko razmišljal o tem. In velikokrat tudi potegnil kakšne vzporednice z mano in z njim. Razlika je mogoče samo v tem, da jaz za svoj PR, ki ga imam zelo dobro izdelanega, prav tako gospod Pahor, ne zapravljam davkoplačevalskega denarja. Kar se zgodi na mojem zelniku. Imam seveda neko mašinerijo, ki skrbi mogoče za moj imidž, za kakšno idejo, ali jo zdaj analiziramo ali še malo počakamo. Da, imam pač strokovnjake, ki mi svetujejo, ampak vseeno gre kakršnakoli sredstva, če so že gredo iz mojega žepa. Delam na samopromociji, to dejansko ni skrivnost. In bi bila laž, če bi rekel, da ni. In o tem ste pravi mojster, ne? Da bi se lahko doktorji marketinga učili. Ne? Hvala lepa. Ja. Jaz mislim, da je veliko ljudi, ki tudi v politiki, ki dejansko dela ravno to, kar počnem jaz, ali pa še mogoče bolj izrazito. Ker jaz v vseh teh letih, kot sem rekel, več ne potrebujem tako zelo veliko in na nož samopromocije, je pa še zmeraj potrebna. In ta predsedniška kampanja je kot nalašč za nekoga, ki že toliko let recimo dela ta svoj PR, da ga usmeri samo na neko politično področje. Tudi za Slovenijo je PR zelo, zelo pomemben. Zakaj ne? Če imaš ti neke predispozicije za to, lahko potem kot predsednik države to s pridom izkoriščaš. Ampak predsedniška kampanja, če sem prav razumel, je resna. Se pravi, ne gre tu samo za samopromocijo, mora biti tudi to. Tako, ampak ni pa to prioriteta. Ampak v ozadju je vendarle ta resna nota. V ozadju so ljudje. Za vsemi kandidati stojijo ljudje. Zdaj bazen publike, jaz vedno rečem, je relativna zadeva pač. Težko rečem, kdo je na kateri strani, ampak moram pa reči, da odzivi
takšni, kakršni so v tem momentu, takšni, kakršne sprejemam jaz zdaj recimo na svojem Facebook profilu recimo, dejansko vem, da gre za res, čeprav se komaj nekaj dni zbirajo podpisi na upravnih enotah, ker mi ljudje dejansko že pošiljajo svoje podpise. Tako da smo jih že nekaj zbrali in sem zelo, zelo vesel. Hvala vsem. Moje vprašanje je bilo, kaj mislite o aktualnem predsedniku? Pa mislim, da je bil tistega čisto pravega odgovora. A je to že ta... Del strategije, ne? Del strategije, je to že... Diplomatsko ste se izognili mojemu vprašanju. Kot sem rekel, njegov pristop mogoče niti ni tako napačen, če sklepam tudi iz sebe, a ne? Ker na tak način se tudi jaz izražam. Je pa res, da bi bilo fino, da bi vsaj 2 do 3 dni bil naš predsednik države, ne pa vse drugo. Tako da kampanje kot takšne, recimo kot si jo je zamislil... Torej državnika nimamo. Državnika nimamo, tako. Treba udariti po mizi, treba je včasih reči ne, ne se objemati med seboj, samo zaradi tega, da ostanemo v dobrih odnosih z sosednjimi državami, rešimo pa ne nič. Tako da jaz mislim, da je treba včasih trda beseda, sploh če za nami stoji neko vrhovno sodišče, ki je že vsem odločilo. Tukaj ni vprašanj, tukaj je samo pika. Boste udarali po mizi tudi, ko bo prišlo do srečanja s Trumpom oziroma Putinom? Jaz imam oba zelo rad, zelo rad. So me zadnjič vprašali, kam bi jaz povabil Trumpa, če bi prišel k nam v Slovenijo. Na rogljiček in kavo v Maribor. Jaz prihajam iz Maribora. Maribor je meni rodno mesto, mi je izredno močno pri srcu. In ne čutim potrebe po drugih slovenskih krajih, čeprav je Slovenija en sam biser. Ampak zakaj si mogoče ljudje predstavljajo te svetovne veljake, da pa potrebujejo zdaj nekaj zelo velikega. Ti ljudje že vse imajo. Ena kavica, stisk roke, iskren pogled, iskren pogovor. Jaz mislim, da je to več, kot pa gala večerja. No, zdaj vas jaz povabim na kavico in potem nadaljujeva pogovor. Hvala.